predvsem dogajanju v Ukrajini, kar je seveda popolnoma logično. Parlament je še enkrat več jasno zavzel stališče podpore tej državi. Jaz sam vedno znova pogrešam tudi iskanje poti k miru. Mi seveda podpiramo Ukrajino, ni dvoma, ampak premalo se pa pogovarjamo tudi o tem, kako doseči mir. Upam, da se bo to odprlo v prihodnje. Smo se pa danes posvetili tudi vprašanju ženskih pravic, kar mislim, da je tudi prav glede na praznik, ki je bil za nami. Te razlike seveda je treba zmanjšati in odpraviti in jaz upam, da se bo to tudi zgodilo. V sami Evropski uniji imamo kar nekaj za postoriti na tem področju. Kaj pa še pričakujete od jutrišnjega in političnega dne? Razprava bo tekla o dveh zadevah in sicer najbolj pereča razprava bo na področju Zahodnega Balkana, kjer se bomo ponovno srečali z vprašanji približevanja in izzivi, ki jih to prinaša. Zaenkrat sam ne vidim težav, da bi parlament ne podpiral držav Zahodnega Balkana na evropski poti, več pa bo verjetno vroče krvi okrog oboroževanja in pa 100 dni komisije evropske. Tukaj nismo tako, bom rekel, usklajeni, ne o izdatkih, pa tudi ne o količini leteh in predvsem ne odkot jih bomo jemali. Tukaj mislim, da največja zadrega. Osebno sam ocenjujem, da je najprej na strani držav članic, da naredijo korak k oblikovanju skupne vojske. Tukaj ni potreba niti parlament, ampak je samo politična volja držav članic, kjer bi to, kar imamo, uporabili bolj racionalno. Potem mislim, da je na razpolago najprej analiza, kakšno vojsko si želimo v bodoče, že na koncu je nakup. Jaz mislim, da nekatere stvari malo prehitevajo druge, predvsem me pa strah razmišljanja nekaterih, da bi lahko sredstva za obrambo vzeli tudi recimo iz kohezijske politike, čemur sem absolutno proti in bom naredil vse, da se to ne zgodi. Namreč to bi pomenilo, da bi revnejše regije v Evropi plačale varnost bogatim, kar se mi zdi popolnoma nedopustno.